Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. 13. epizoda podkasta bo posvečena eksoplanetom in osončju. Predstavil bom satelit Kepler, lovilca eksoplanetov, ki je pomembno prispeval k razumevanju našega in drugih osončij. Raziskovalci so prvič opazili auroro na Neptunu in še o Soncu, ki je te dni nekajkrat opozorilo nase. Gremo. V tem podkastu sem že večkrat govoril o eksoplanetih, torej planetih, ki se gibljejo okrog drugih zvezd. Dandanes je obstoj eksoplanetov povsem ponotranjen in z lahkoto pozabimo, da pred dobrimi 30 leti niti nismo imeli dokaza, da eksoplaneti obstajajo. Na to me je spomnila knjiga, ki sem jo nedavno prebral. Gre za poljudoznanstveno knjigo z naslovom Hidden in the Heavens, s podnaslovom How the Kepler Mission's Quest for the New Planets Changed How We View Our Own. Knjiga je še sveža, izšla je pred slabega pol leta, napisal pa jo raziskovalec Jason Steffen, ki je bil udeležen pri NASIni misiji Kepler. Od te misije je že nekaj časa, a je bila za raziskovanje eksoplanetov izrednega pomena. Zato danes nekaj besed o njej. Misija je seveda poimenovana po Johannesu Keplerju. Zakaj? Ker je Kepler prvi pravilno opisal orbite planetov v našem osončju. Nekateri se boste spomnili 3 zakonov, ki jih je odkril. Prvi je, da so tirnice planetov elipse in ne krožnice. Drugi pravi, da se planeti gibljejo hitreje, ko so Soncu bliže, in počasneje, ko so od Sonca bolj oddaljeni. Tretji pa pravi, da sta perioda, to je čas, ki ga planet potrebuje za en obhod okrog Sonca, in velikost velike polosi elipse povezana. In sicer tako, da je vrednost izraza perioda na kvadrat deljeno z polos na kubik, ta izraz je konstanten za vse orbite. Ok, preskočimo v 20. stoletje. Veliko znanstvenikov je razmišljalo, da bi lahko eksoplaneti obstajali. Ampak težava je bila, kako jih odkriti. Najprej je bilo potrebno razviti tehnologijo, da bi lahko iz opazovanja zvezd izluščili majhne signale, ki jih na svetlobi zvezd pustijo eksoplaneti. Do preboja je prišlo v 90-ih, ko je bil odkrit prvi eksoplanet okrog Soncu podobne zvezde. In ta eksoplanet je bil čuden. Gre za eksoplanet okrog zvezde 51 Pegaza, torej zvezde, ki leži v smeri ozvezdja Pegas. Eksoplanet zvezdo obide vsega nekaj več kot 4 dneh. Torej je zelo blizu Sonca. Za primerjavo, Merkur v našem osončju ima periodo 88 dni. Obenem ima ta eksoplanet maso vsaj polovico Jupitra. Znanstveniki nekaj časa niso mogli verjeti temu odkritju. Kot prvo, takih planetov v osončju ni bilo. Kot drugo, tak planet ne bi smel obstajati tako blizu Sonca. Vsaj ne, glede na razumevanje fizike. No, kasneje je še nekaj podobnih odkritih eksoplanetov pokazalo, da ti eksoplaneti pač obstajajo, če nam je prav ali pa ne. In začelo se je svitati, da mogoče naše osončje ni ravno primer povprečnega osončja v galaksiji. Odkrivanje eksoplanetov je potekalo zelo počasi. Potrebno je bilo opazovati zvezde, eno po eno,
in upati, da okrog nje odkrijemo eksoplanet. In takšno iskanje je zelo zamudno in neučinkovito. Zato se je porajala ideja, da v vesolje pošljemo satelit, ki bi bil namenjen prav iskanju eksoplanetov. Počasi se je rodila ideja o satelitu Kepler. Znanstveniki so imeli kar nekaj težav, preden je NASA sprejela njihov predlog, a naposled jim je uspel. Eksoplaneti so enostavno postali preveč kul, da bi lahko NASA zamudila priložnost. Kepler so v vesolje izstrelili leta 2009. Zanimivo je, da satelit ni imel orbite okrog Zemlje, prav tako ni bil v tako imenovani točki L2, kjer je na primer vesoljski teleskop James Webb. Satelit je bil poslan v orbito okrog Sonca. Torej se giblje okrog Sonca. Orbita je bila sicer podobna Zemljini, a satelit ni bil vezan na Zemljo. Če seveda zanemarimo, da je seveda čutil neko gravitacijo Zemlje, ker načeloma vse, kar ima maso, se privlači. Nekaj mesecev po izstrelitvi je že začel zbirati podatke. Naloga Keplerja je bila, da ves čas strmi v en in isti del neba. Opazoval je območje veliko okrog 115 kvadratnih stopinj. Za primerjavo, velikost Lune na nebu je polovica kotne stopinje. To območje se je nahajalo na stičišču ozvezdij Labot, Lira in Zmaj. Znanstveniki so med zvezdami v polju izbrali okrog 150 tisoč takih, ki so se jim zdele najbolj primerne za opazovanje. Teleskop je nato zbiral svetlobo zvezd, sešteval fotone, na koncu so dobili znanstveniki na Zemlji serijo opazovanj, razmaknjenih za 29 minut. Torej, kot da bi teleskop vsakih 29 minut opazoval vseh 150 tisoč zvezd. Zdaj, nočem reči, da je teleskop opazoval vsakih 29 minut, ker je bil način opazovanja bolj kompliciran. Potem so se podatki pregledali in v njih so raziskovalci poiskali sledove planetov. Kako bi to sploh izgledalo? Iskanje planetov s Keplerjem poteka z metodo slikanja prehoda eksoplaneta prek zvezde. Torej, če je orbita eksoplaneta tako obrnjena, da eksoplanet potuje med nami in zvezdo, potem za nekaj časa zvezdo delno zakrije. Zvezda nekoliko potemni. Če je zakrite dovolj zvezde, če je naš teleskop dovolj velik, če so instrumenti dovolj občutljivi, tako naprej, potem to potemnitev lahko izmerimo. In če nam uspe zakritje oziroma potemnitev ujeti periodično, naprimer vsakih 10 dni, potem je velika verjetnost, da res opazujemo eksoplanet. V tem primeru eksoplanet s periodo 10 dni. Potemnitve so res majhne, sij zvezde se pri tem spremeni za največ 2 do 3%, v večini primerov pa manj kot 1%. Zanimivo pri tej metodi je, da če želimo detektirati več kot en eksoplanet okrog iste zvezde, morajo orbite takšnih planetov ležati praktično v isti ravnini. Že če so zgolj nekaj stopinj nagnjene ena glede na drugo, potem bomo videli zgolj 1 ali pa 2 planeta, kako potujeta prek zvezde, vseh pa ne. Zdaj, če bi neki vesoljci prek te metode opazovali Osončje, naše Osončje, ne bi mogli videti vseh planetov, ker so orbite ena glede na drugo nagnjene za več kot le nekaj stopinj. Druge planete, če so dovolj veliki, se da poiskati tudi z drugimi metodami. A vseeno nam to pokaže, kako težko je v popolnosti spoznati neko drugo Osončje, poleg našega. Kepler je odkril precej stvari. Ena izmed zanimivih ugotovitev je ta, da je planetov oziroma eksoplanetov v galaksiji več kot zvezd. Pred Keplerjem so bili velik hit
vroči Jupiterji, torej velikanski planeti, ki se gibljejo zelo blizu svojih zvezd. Tudi Kepler jih je našel precej. Ampak tako veliko jih najdemo zgolj zato, ker so veliki, torej zakrijejo veliko zvezde in jih je zato lažje opaziti. Lažje je opaziti potemnitev zvezde. Poleg tega imajo zelo kratke periode, zato je precej enostavno potrditi, da gre res za eksoplanet in ne za kaj drugega. Če bi imel planet na primer periodo 5 let, bi moral zvezdo opazovati vsaj 15 let, da bi dobili 3 prehode eksoplaneta, kar je nekako minimalno število potrebno za potrditev eksoplaneta. No, če pogledamo statistično, je vročih Jupiterjev v galaksiji le za 1% ali 2% celotne populacije eksoplanetov. Največ eksoplanetov v galaksiji se, kar se tiče mase, znajde med Zemljo in Neptunom. Neptuna je za 17 Zemelj. Tudi v tem primeru gre za planete, ki jih v našem Sončju ni. Veliko naj bi bilo tudi planetov podobne velikosti kot Zemlja, ampak to lahko težje opazimo, ker so pač majhni. S Keplerjem so odkrili tudi prvi primer eksoplaneta, ki kroži okrog dvojne zvezde. Torej, imamo dvojno zvezdo, zvezde se gibljeta ena okrog druge, potem pa nek eksoplanet, ki se giblje okrog obeh zvezd. Našli so tudi primer, ko se 2 eksoplaneta gibljeta okrog dvojne zvezde. Pa eksoplanet, ki se giblje okrog dvojne zvezde, vse skupaj se pa potem giblje okrog druge dvojne zvezde. Opazovanje Keplerja pomagajo tudi razumeti vroče Jupiterje, torej tudi prvi odkrit eksoplanet okrog zvezde 51 Pegaza. Danes velja prepričanje, da vroči Jupiterji niso nastali tam, kjer so danes, torej tako blizu zvezde, ampak so verjetno nastali dlje stran. Nato so pa zaradi različnih motenj gravitacijskih migrirali bližje zvezdi. To bi lahko potekalo na različne načine. Najverjetneje se je njihova orbita kar naenkrat postala zelo eliptična, tako da so se lahko zvezdi zelo približali in potem je neka druga motnja poskrbela za to, da ko je bil planet blizu Sonca, je orbita zopet postala krožna in nato se je planet pač znašel tam, kjer ga danes vidimo. V glavnem, do sedaj so astronomi potrdili obstoj 2778 eksoplanetov, ki jih je odkril Kepler. Ampak Kepler ni bil zgolj lovilec planetov, bil je tudi zlata jama za raziskovalce zvezd. Nenazadnje je Kepler opazoval zvezde. Na svoj račun so prišli raziskovalci spremenljivih zvezd, torej tistih, ki se jim sij s časom konkretno spreminja. Podatki so bili tudi zelo uporabni za študijo zvezdne seizmologije. To je po zvezdah potujejo različni valovi, podobno kot potresni valovi na Zemlji. Ti valovi čist majceno spremenijo sij zvezd in če zvezde dovolj dolgo in podrobno spremljamo, potem lahko študiramo te valove in s tem zvezdno notranjost. In še ena zanimiva, podobno kot zvezdo potemni prehod eksoplaneta, jo potemni tudi prehod zvezdnih peg. Še posebej zvezde manjše od Sonca imajo kar konkretne pege in ko se te med rotacijo zvezde pojavijo na naši strani, zvezda kar precej potemni. In s Keplerjem se je pač opazoval tudi pege na drugih zvezdah. Kepler je deloval med letoma 2009 in 2013. Nato pa je okvara znanstvenike prisilila v drugačen, manj učinkovit način opazovanja. In satelit je dokončno prenehal z opazovanji leta 2018. Še danes ostaja veliko planetov kandidatov, ki so jih odkrili s Keplerjem, a še niso potrjeni. No, toliko o Keplerju. Kaj pa knjiga, ki sem jo omenil na začetku prispevka?
Čeprav gre za poljudoznanstveno knjigo, je kar zahtevno branje, z veliko podrobnostmi. In na voljo je samo v angleščini. Podal bom link do založbe. Če bi si radi poglobili v eksoplanete in v misijo Kepler, potem jaz sem tukaj res povzel samo najbolj splošna dognanja, potem je ta knjiga sicer prava za vas, za bolj splošno razlago pa še naprej poslušajte ta podcast. Eksoplaneti so stalno na meniju. Tudi planeti našega osončja še niso razkrili vseh svojih skrivnosti. Raziskovalci so tako te dni sporočili, da so prvič na Neptunu opazili aurore. Aurore na Zemlji poznamo kot severni južni sij. Gre za svetlobo, ki nastane pri trku nabitih delcev. Ti potujejo vzdolž silnic zemeljskega magnetnega polja. Delci trčijo z molekulami zraka v atmosferi in te molekule oddajajo značilno zelenkasto ali pa rdečo svetlobo. Aurore niso seveda samo stvar na Zemlji, detektirane so bile tudi na Jupitru, Saturnu, Uranu, na Neptunu pa do zdaj še ne. Izkazalo se je, da za detekcijo auror na Neptunu potrebujemo vesoljski teleskop James Webb, ki opazuje infrardečo svetlobo. V tem delu spektra seva en poseben tip vodika s 3 protoni in 2 elektronoma, ki nastane v pogojih, ki ustvarjajo aurore. Raziskovalci so potem poiskali to značilno sevanje in ugotovili, da na Neptunu aurore so. In aurora na Neptunu je drugačna od auror na Jupitru, Saturnu ali pa na Zemlji. Namesto da bi bila aurora v bližini polov, torej, ki označujejo os vrtenja planeta, na Neptunu najdemo auroro na nižjih geografskih širinah. Pomislite na, Južno Ameriko na Zemlji. Razlog za to je Neptunovo magnetno polje, katerega pola sta nagnjena za 47 stopinj glede na os vrtenja. In prek študije aurore bodo zdaj znanstveniki poskušali bolje razumeti interakcijo med magnetnim poljem Neptuna in sončevimi delci. Sedaj je znan tudi razlog, zakaj aurore do sedaj na Neptunu ni bilo mogoče videti. Meritve so pokazale, da je temperatura v zgornjih plasteh Neptunove atmosfere od leta 1989, ko je mimo nje letel Voyager 2, padla za več 100 stopinj. Manjša temperatura pomeni manj svetlo auroro. Tako velika sprememba temperature je kar nepričakovana, ker Neptun je tako daleč stran od Sonca, da ne pričakujemo velikih sprememb v atmosferi. Ampak hladni velikan je pokazal, da je še bolj zanimiv, kot smo mislili do sedaj. Nase je te dni opozorilo tudi Sonce. V soboto 29. marca je večji del zahodne Evrope lahko opazoval sončev mrk. Če ne bi bilo deževno, bi ga lahko videli tudi iz Slovenije. Slovenija žal ni imela take sreče. Lahko se tolažimo s tem, da je bil le majhen delež sonca prekrit, torej šlo je za delni sončev mrk. Naslednji delni mrk v Sloveniji bo viden 12. avgusta, ampak samo, če boste nekje, kjer ne boste imeli ovir na obzorju in pomaga tudi, če ste na neki veliki višini. Mrk se bo namreč dogajal, ko bo sonce zelo nizko na obzorju. Mogoče velja opozoriti tudi na popoln lunin mrk, ki se bo videl iz Slovenije 7. septembra
In spet bo treba poiskati neko visoko točko brez ovir na obzorju. Začetek mrka ne bo viden, ker bo luna pod obzorjem. Nato pa luna pride nad obzorje in v tem trenutku bo že popoln lunin vrk. Nato boste pa lahko videli, kako sonce počasi odkriva luno. Nazaj na sonce. Sonce je še vedno visoko aktivno in pred nekaj dnevi se mu je kar glasno zakolcalo. Na njegovem robu se je pojavil sončev blišč razreda X1.1. Blišči razreda X so tisti, ki imajo relativno visoko energijo. Pri tem blišču je nastal tudi koronalni izbruh snovi, ki je bil pa usmerjen stran od Zemlje, zato ni bilo pričakovati povišane aktivnosti severnega sija. Blišč je vseeno povzročil radijski mrk nad delom Atlantskega oceana. Toliko o soncu za danes. Nedvomno bo sonce kmalu spet gost našega podcasta. To je bila že 13. epizoda podcasta Portal v vesolje. Hvala, ker ste ostali z mano vse do konca. Opozoril bi še na nekaj stvari. Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici organizira 4. poletno šolo astronomije za dijake in dijakinje. Prijavite se lahko do 20. aprila. Za več podrobnosti pa poglejte najavo na naši spletni strani. V najnovejši epizodi podcasta Temna stran Lune se boste z Dunjo podali v svet Jad galaksij. Na naši spletni strani boste pa našli povezave do še nekaterih drugih astronomskih prispevkov v slovenskih medijih. Naslednjo oddajo pričakujte čez 2 tedna. Do takrat pa vam želim veliko jasnih noči.